Več tisoč mladih v Združenih državah Amerike demonstrira za strožje zakone pri rabi orožja. Demonstracije so poimenovali Marš za naša življenja. Istočasno pa na srečanju tudi odločno podajajo svoja mnenja. Dogodek ni naključno speljan danes, saj za jutri demokratične stranke in neopredeljene skupine načrtujejo registracijo novih volivcev, kar je ta hip še enostavno. Težja situacija pa bo novembra, ko stečejo srednjeročne volitve v kongresu. V vsej ameriški zgodovini množičnih umorov, ki vključujejo uporabo strelnega orožja, je namreč februarski pokol 17 študentov in osebja na srednji šoli na Floridi imel dosedaj neobičajen izid. Učence je spodbudil k ostri drži proti orožju. Dijakom iz Washingtonske akademije, kjer so izgubili 2 sošolca, so se pridružili dijaki iz Parklanda, ki pozivajo svoje vrstnike k čim večji udeležbi na 80 načrtovanih protestih in jih spodbujajo k političnemu udejstvovanju. Udeležba mladih na volitvah je namreč v prejšnjih letih bila vedno nizka. Sedaj pa bi jih radi prepričali, da lahko tudi zaradi svoje varnosti to spremenijo. Ugledni kosovski imam Šefčet Krasniči iz Prištine je bil danes oproščen obtožb, da je spodbujal ljudi k pridružitvi radikalnim islamskim skupinam v Siriji in Iraku. Aretirali so ga leta 2014 in ga obtožili spodbujanja terorizma, sovraštva in izogibanja davkov. Sodnik Bekir Kaludra, ki je izrekel sodbo, je dejal, da ni bilo dovolj dokazov, da bi obtožbe proti Krasničiju postale verodostojne. Sicer pa je okoli 300 Kosovarjev od leta 2012 odšlo v Sirijo in Irak, da bi se borili z islamsko državo. Približno 70 je bilo ubitih. Po napovedih so danes odvedli Jordija Turula, tesnega zaveznika nekdanjega katalonskega predsednika Carlesa Puigdemona, na sodišče. Sodnik Pablo Larena se namreč odloča, ali bi poslal katalonske separatistične voditelje v zapor, medtem ko se preiskava njihovih vlog pri boju za neodvisnost Katalonije nadaljuje. Turul je prišel na sodišče, kjer se je vidno čustveno poslovil od žene, medtem ko je generalna sekretarka ERC Marta Rovira najavila v pismu, da se ne bi udeležila sojenja. Katalonske stranke pa so medtem včeraj neuspešno volile novega regionalnega predsednika. Turul je potreboval 69 glasov za izvolitev, a jih je dobil samo 64. Večina od 15 kitov, ki so nasedli na obali zaliva Hamlin v Avstraliji, je kljub hitri reševalni akciji aktivistov in prostovoljcev umrla. Skušali so jih ohraniti v plitvi vodi in preprečiti njihovo smrt, a so bili neuspešni. Pred 9 leti je na isti lokaciji prišlo še do večjega množičnega pogina kitov. Takrat jih je nasedlo približno 100. Kiti se namreč zbirajo v istem obalnem pasu, medtem ko se selijo iz antarktičnih površin na jugu v toplejše severne vode, kjer vzgajajo svoje mladiče. Glede na to, da je sedaj v priobalnem pasu še več kitov in se lahko zgodi, da ponovno nasedejo, oblasti prebivalcev opozarjajo, da se ne kopajo sedaj, saj bodo mrtvi kiti privabili morske pse.